Kdor verjame, bo zveličen. Vre pa tudi med Velenjčani več kot pol plače ali pokojnine samo za položnico. Za ogrevanje 200, 300, 400 evrov to ni človeško, od česa naj živimo. Položnice ali kruh, spustite stolčke in ne mi tople vode prodajati. To so vzkliki, ki so včeraj odmevali po Velenju, kjer je protestiralo krepko čez 1000 ljudi. Zahtevajo preklic položnic, v prihodnje pa prepolovitev cen toplote. Če te zahteve ne bodo izpolnjene, napovedujejo zaostritve. Tudi blokado mesta oziroma državljansko nepokorščino, morda tudi pohod v Ljubljano. V Komunali Velenje odgovarjajo, da občani združeni v ljudsko iniciativo s populističnimi in zavajajočimi izjavami izkoriščajo stisko šibkejših. Velenjski župan Peter Dermol in Asmir Bečarevič, ljudska iniciativa Velenje, sta zdaj z nami. Dobrodošla, dober večer želim. Dober večer. Gospod župan, zakaj pravite, da v iniciativi vnašajo nemir v skupnost in da govorijo neresnične stvari? Predvsem zaradi tega, ker se je v zadnjem obdobju res na socialnih omrežjih pojavilo veliko dezinformacij. To je na nek način seveda že tako ali tako pri zelo pereči temi, ker položnice so bile dejansko visoke. Ljudje so res se znašli v stiski, seveda povzročilo še več strahu in nemira. Jaz mislim, da je potrebno seveda vedno znova sesti za mizo, poiskati ustrezne rešitve. To, kar se strinjam, je to, da so resnično položnice bile zelo nesorazmerne in pri nekaterih resnično zelo, zelo visoke. To je mene osebno tudi zelo se dotaknilo, zato sem tudi iz prvega dne dalje se posvetil tej tematiki. Dobro, bomo v rešitvah nadaljevanju, če dovolite. Se strinjate s tem, gospod Bečarevič? Malce manipulirate ali karkoli, kar padejo zdaj očitki na vaš in vaš? Če kdo manipulira župan skupaj z direktorjem komunalnega podjetja. Če kdo vnaša nemir, je to župan skupaj z direktorjem komunalnega podjetja. Namreč ni ljudska iniciativa sprejemala akte in odločitve o povišanju cen toplotne energije, ni ljudska iniciativa dejansko izročala in pošiljala položnice občankam in občanom v zelo visokih zneskih. In to, kar so občanke in občani v mestni občini Velenje doživeli, to je nedopustno. Mi smo na to povišanje cen župana opozorili, direktorja komunalnega podjetja opozorili že junija 2023. Poskušali smo dejansko tudi naše predloge in pobude predstaviti mestnemu svetu, a žal posluha ni bilo. Zakaj? Župan zadnje čase dejansko na družbenih omrežjih trdi, da je za nek socialni dialog. Če bi bil toliko za socialni dialog, bi ga speljal že poleti in teh položnic ne bi bilo. Zakaj niso ukrepali? Če lahko samo... Sam naj pove župan, zakaj niso ukrepali že takrat, zakaj šele zdaj, ko ste te položnice dobili v Velenju? Zdaj kot prvo, župan ne določa cene toplotne energije, to je prva dezinformacija. Drugo, kar se tiče ukrepov, v lanskem letu smo 650 000 evrov dali za subvencioniranje komunalnih storitev. Iz 1,3 milijone smo na 1,7 milijonov evrov dvignili tako imenovane brezplačne storitve. 4,3 milijone energetske draginje, ki bi jo lahko prenesli na občane, je nismo prenašali. Uvedli smo toplotni dodatek, Velenje je v lanskem letu, v letošnjem letu se bo to spremenilo. In kar želim povedati, Velenje je ena najbolj socialnih, prepričan sem celo najbolj socialna občina v Sloveniji in vedno smo znali poiskati rešitve, nikoli tega nismo počeli s protesti. In če kaj, bom rekel, me žalosti to, da gospod Bečarevič, ki je v zadnjih 2 letih 8-krat obiskal mojo pisarno, vedno sem ga bil pripravljen sprejeti, vedno se z njim odkrito pogovarjati, da tokrat ni 9-tič potrkal na moja vrata in da bi se o tematiki pogovorila. Potrkali smo večkrat na županova vrata, ampak žal župan ni želel razpravljati dejansko o teh stroških komunalnega, o storitvah toplotne energije. Jaz bi želel samo dejansko, če že govorimo o tej socialni občini, dejansko ta socialna občina je tako te naše zadnje košarice, ko govorimo, da so se stroški življenjskih stroškov znižali, dejansko so pa v trgovinah stroški še dosti višji. Ne vem, predstavljajo in prodajajo nam kruh po 19 centov, na drugi policije pa kruh za 4 evre in ljudje si tega ne morejo privoščiti. In ko govorimo dejansko o povišanju toplotne energije, jaz imam tukaj položnico, se pravi 5-članska družina živi v 54 kvadratnem stanovanju, prejela je 441 evrov položnico za komunalo, od tega samo 270 evrov za toplotno energijo. Medtem, ko je oseba, ki živi v Ljubljani v 55 kvadratnih
metrih stanovanja, skupaj z garažo od 12 kvadratov, plačala za celotno stroške upravljanja stavbe, rezervnega sklada, vodenje elektrike 172 evrov, od tega samo 62 evrov za ogrevanje. Se pravi, kvadratura v Ljubljani, ko govorimo, da smo najcenejši, ne odraža dejanskega stanja iz tega stanja, ki ga posreduje nekdo s statističnim podatkom. Statistika so položnice, ki v Velenju plačamo za ogrevanje za 55 kvadratov, 270. Ja, ravno kar mi je pisala mati samohranilka z 2 otroki z univerzitetno izobrazbo, sprašuje se, kako bo preživela. Od 300 evrov subvencionirane najemnine je prejela položnico za komunalo v 345 visoko evrov in jo ne bo mogla plačevati. Enostavno ni denarja za preživetje in potem želi občina subvencionira drobiža. Na eni strani vzamejo 200 evrov, na drugi strani pa subvencirajo 30. Govorite zdaj, hvala lepa. Poglejte primerjave, to, kar je zdaj bilo predstavljeno, teh primerjav ni mogoče na takšen način delati. Tudi v Velenju, v istem bloku, ima 5-članska družina 68 evrov položnice, medtem ko ima upokojenka čez 400 evrov. Kako je to mogoče? Zelo dobro vprašanje. Temu področju sem se v zadnjem obdobju zelo veliko posvetil, zato sem včeraj tudi na državnem svetu sprožil predloge spremembe zakonodaje. To je prvo. Kot drugo, ljudje so danes resnično, in se strinjam, tudi ta položnica 269 evrov previsoka za toplotno energijo, govorim, je previsoka in zato v torek imamo sejo sveta, sprejemamo ukrepe. Kot prvi ukrep je, da bomo za ranljive skupine ljudi v višini 40% pokrili položnice za mesec januar in tako naprej, da bomo uvedli, to je tako imenovani toplotni dodatek, da bomo začeli subvencionirati v prvem delu letošnjega leta tako imenovano porabo toplotne energije, torej 10 evrov na megavatno uro, in da bomo, seveda, da sem tudi komunalnemu podjetju Velenje, glede na to, da je vstopna cena toplotne energije strani Teša se nekoliko spustila, da naredi nov izračun te cene in da v ponedeljek tudi predstavi rešitev. Je to za vas rešitev. dovolj v inicijativi? Ne, nikakor ni dovolj. Dejansko, župan zdaj zagovarja, da bojo pomagali samo socialno ranljivi. Se pravi, vsi ostali bojo potem postali tudi socialno ranljivi. Potrebno je uvesti subvencije za vse, subvencionirati toplotno energijo vsem prebivalcem Šaleške doline. Malo prej ste rekli, da boste uvedli košarico. Potrebno je uvesti subvencioniranje toplotne energije, tako kot je to bilo tudi leta 2019. Subvencionirala se v višini 13,39 procenta. In potrebno je uvesti, potrebno je znižati ceno toplotne energije najmanj za 50% in možnosti so. Poglejte, subvencija velja za vse. Toplotni dodatek je zakonsko omejen, komu lahko pripada. Subvencijo v preteklosti leta 2019 so dobili 3 evre na gospodinstvo. Meni osebno 3 evre ničesar ne pomeni. Zato smo šli v spremembo, smo šli v toplotni dodatek in s to subvencijo bomo naredili to, da tisti, ki imajo višje položnice, bodo dobili več subvencije, zato ker imajo višje položnice zaradi višje porabe toplotne energije. In na ta način bomo ljudem pomagali. Kaj zdaj to pomeni, da boste pomagali. zaostrovali, če ne bo ugodeno vašim zahtevam? Kaj, državljanska nepokoščena blokada mesta? V enem stavku, prosim. Vkolikor položnice ne bojo zamrznjene, dokler se zadeve ne uredijo in ne bo cena toplotne energije subvencionirana, tako da bodo lahko ljudje normalno in dostojno živeli, bomo skupaj z občani dejansko nadaljevali s to akcijo. Spoštovana gosta, hvala lepa. Hvala tudi vam. Nemci integriteto je